Torej, to je že 5. zvezek v zbirki Pamflet, zbirko, kot nekateri veste, urejava Tomaž Mastnak in jaz. In pa seveda vsakokratna urednica oziroma urednik, ki je pripravljen potem z avtorjem oziroma se z gradivom, ki je predvideno zares ukvarjati. Torej, knjižica s tem naslovom je namenjena vsem. Še posebej pa vsem tistim, ki jih zanimajo historiografska vprašanja, s poudarkom na radikalni, najpogosteje ideološki reinterpretaciji posameznih obdobij preteklosti. Če koga morebiti zanima, katera druga oblika dehistorizacije sploh še obstaja, sam ne znam drugače kot opozoriti na dehistorizacijo, katere razlog je površnost ali nerazgledanost. Na to v razpravi, ki poteka zdaj že po mojem mnenju več kot 25 let, namreč prevečkrat pozabimo, oziroma politično instrumentalizacijo preteklosti kar refleksno pripišemo neznanju. Nenazadnje tudi zato, ker si ne znamo predstavljati, da bi nekdo namenoma spregledal dejstva in načelo vzročnosti. Dejstva, ki v tem primeru niso vezana samo na drugo svetovno vojno oziroma na napad na kraljevino Jugoslavijo, nemško, italijansko in madžarsko okupacijo in prostovoljno sodelovanje z okupatorjem. Ne, v tem 5. zvezku zbirke Pamflet, v tem ponatisu teksta akademika Janka Pretelskega se avtor ukvarja z dejstvi tudi iz drugih obdobij in drugih delov Evrope, dejstvi ali situacijami, ki so pripeljale med drugim tudi do revolucije, predvsem pa dejstvi, na podlagi katerih je prišlo do kolaboracije. Neposredna pobuda za nastanek besedila, torej izvorno leta 11, pa je razprava med avtorjem in doktorico Spomenko Hribar, ki je takrat na začetku drugega desetletja tega stoletja v nekem tekstu trdila, da je nemoč levice distancirati se od revolucije kriva za celokupno in menda sploh drugo dinamiko v Sloveniji. Zdaj tu ni mišljena samo politična, ampak tudi družbena. Več o tem, kako avtor argumentira, da to ne drži in to tudi dokazuje, pa pač lahko preberete sami.